fino je, ko dobiš v eni profesionalni organizaciji možnost, da jo tudi vodiš. Jaz sem na to vlogo pristala zaradi tega, ker sem se čutila kot sociologinja in skozi to formativno res izkušnjo sem se še bolj čutila kot sociologinja. Tako da je bilo fino. Jaz sem se zelo želela, da slovenska sociologija pridobi na vidnosti. Tako zunaj Slovenije in seveda tudi v naši družbi. Takrat nam je uspelo, to je bil en izziv. Mi dolga leta nismo bili člani Mednarodne sociološke zveze, združenja sociološkega, in to nam je uspelo. To, kar smo mogoče v tem mandatu novega naredili, so dve stvari vezane na vidnost. Do takrat smo imeli častnega člana, nagrado za častnega člana, priznanje pomembnemu sociologinji ali sociologu. Od takrat pa smo uvedli s kolegom Mlinarjem, nekako oblikovali in tudi društvo sprejelo en pravilnik o nagradah, in takrat smo podeljevali nagrade za dobro znanstveno delo, za popularizacijo, za mlade sociološke upe, torej tudi ljudem, ki niso sociologi in sociologinje, da bi nas videli, da bi bili vidni. To je bila ena stvar, in druga stvar, katera se mi je tudi zdela fajn, da smo naredili v tem obdobju, je približanje mladim. Mi smo to na različne načine tudi delali prej, v tem mandatu pa smo omogočili članstvo ljudem, študentom, torej ne še sociologom, bodočim sociologom, in to je vsaj nekaj časa prispevalo k temu, da je na naših srečanjih bilo tudi veliko mladih. Velika ta prisotnost študentov. Ja, čas, to je konec tega drugega desetletja 20. stoletja. To je čas velike dvojnosti. Po eni strani je to čas neugoden za družbo, ugoden fajn za raziskovanje družbe, velike negotovosti, naraščajočih socialnih razlik, naraščajočega nezaupanja v znanost, naraščajočega nezaupanja v politiko. To je čas velikega vzpona populizma, vzpona mnogih gibanj, ki nekako nasprotujejo temu, kar mi delamo in kar poročujemo in kaj je namen. Ampak tudi čas odziva na vse to. To je tudi čas gibanj proti populizmu, to je čas MeToo gibanja, torej na področju spolnosti, moči, nasilja. Imamo eno močno novo gibanje, katero se odzove in proliferira ogromno enega raziskovanja v sociologiji v celem svetu. In tudi naša sociološka srečanja so na neki način tematsko tudi na to odgovorila. Torej, spomnili smo se Millsa, to je 2017. Smo imeli srečanja na temo sociološke imaginacije, in to je tudi leto, ko dobimo prvi prevod sociološke imaginacije Millsove v slovenščino. In je tudi čas, ko ta sociološka imaginacija res pridobi spet na veljavi in spet na potrebi po tem, da jo uporabljamo. Jaz mislim, da smo takrat res začutili potrebo po reakciji na to. In dobiš veliko dobre analize tega, kaj se je zgodilo z neoliberalistično ideologijo, kaj se dogaja v študijah spolov. Torej, mislim, da je plodno to, ko disciplina dobi en upor, ko se zgodi to, kar se nam je zgodilo družbi in sociologiji. Torej, da se sprašuje, a smo sploh potrebni, da se sprašuje, a so naše metode zadosti dobre. Torej, ja, mislim, da je to čas, ko mi na dober način odgovorimo. Pogled naprej je vedno malo tudi pogled nazaj. Torej, 3 konference, 3 srečanja, katere sem organizirala takrat kot predsednica. Eno je bilo posvečeno Millsu, torej enem klasičnih socioloških teoretikov, drugo revoluciji 68., torej družbenim gibanjem, in tretja digitalizaciji.
in prihodnosti. Torej, zdi se mi, da to bi tudi bile moja sporočila. Torej, mislim, da je treba misliti široko, refleksivno, to je prednost sociologije. Sociologija mogoče ni njena najboljša prednost v natančnosti. Jaz mislim, da je ena stvar, katero je nujno preseči, čeprav se lahko ukvarja vsak od nas z manjšimi temami, ampak jih pripeti na velika družbena vprašanja. Mislim, da je to ena stvar, v sodelovanju z drugimi, v sodelovanju z gibanji, ampak z našo znanstveno distanco do tega. Torej, pravo razumevanje družbe. Torej, v prihodnosti vrnitev Webru, Marxu, Millsu, velikim mislecem, velikim metodološkim izzivom in velikim temam. Ne glede na to, da smo seveda diverzificirani in je to naše bogastvo, ampak nekako vedno povezovanje teh relativno manjših tematik z velikim družbenim vprašanjem. To se mi zdi ključno.